Zdravo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o odločitvah. Odločiti se je kar precej zahtevno, naporno, ker pomeni ločiti se od vseh ostalih stvari in se posvetiti samo eni zadevi. Trenutno recimo sem v stanju odločitve, v kaj se osredotočiti glede posla. Izbral sem že fotografijo kot neko tisto osnovno ožjo usmeritev, potem pa še v fotografiji je veliko smeri. In zopet po nekaj letih premora začenjam z profesionalno fotografijo. Prej sem prodal vso svojo profesionalno fotografsko opremo in sedaj nabavljam novo. Odločiti se moram, v kakšne posle naj se spustim, da bom začel služiti denar in da bom lahko ta denar vlagal v še boljšo fotografsko opremo. Kajti fotografska oprema visoke kakovosti ima tudi visoko ceno in če se specializiraš za eno smer fotografije, potrebuješ temu primerno fotografsko opremo. Recimo kakšen športni fotograf, ki fotografira akcijo, bo potreboval objektiv z veliko goriščno razdaljo in z zelo visoko svetlobno jakostjo. In taki objektivi stanejo več tisoč ali celo več 10 000 evrov. Če se osredotočiš recimo na makrofotografijo, potrebuješ makro bliskavice, makro obročke in to je spet neka druga vrsta fotografske opreme, ki jo recimo pri športni fotografiji ne potrebuješ. Jaz sem se recimo odločil, da bom začel oziroma nadaljeval tudi z poročno fotografijo in tukaj se priporoča imeti veliko rezervne opreme, če kaj odpove, da lahko hitro rešiš situacijo. Ter tudi kakovostni objektivi za čim bolj ostro in jasno sliko. In potem tudi glede oglaševanja, na kakšen način se boš oglaševal, ker vsaka fotografija, zvrst fotografije ima svojo ciljno skupino in moraš nagovoriti določene ljudi preko specifičnih komunikacijskih kanalov. Sem pa danes videl nek rek, ki pravi: če se težko odločiš, enostavno počakaj še malo, kajti izbira te bo čakala neskončno dolgo časa. Enostavno premisli, razišči stvari, poglej različne opcije, ugotovi, kakšni bodo scenariji, če se za nekaj odločiš, in potem, ko imaš več informacij, potem se boš lažje odločil. Tudi jaz pri odločitvah raje počakam sedaj dalj časa, naredim več raziskav, vprašam ljudi, kakšne so kaj njihove izkušnje, in potem se je že veliko lažje odločiti. Vsi, ki se težko odločate in ki ste rojeni v znamenju tehtnice, tako kot jaz, ki še posebej močno tehtamo, nikar ne obupujte, če se morate za nekaj odločiti, ampak fino je, da se le za nekaj odločiš. Kajti težko je predvideti, kaj vse se bo zgodilo v prihodnosti. Lahko približno ocenimo,
verjetnost, kako se bodo stvari razvile, ampak marsikaj je prepuščeno drugim dejavnikom. In zato nobena odločitev ni pravilna ali napačna, vedno so samo manj napačne odločitve, kajti pomembno je biti v sedanjem trenutku prisoten z zavedanjem in se odzivati glede na stanje, kot se manifestira v tej naši univerzalni fizični realnosti. In se ne preveč sekirati, če se stvari zgodijo drugače, kot smo načrtovali, kajti ne moremo imeti nadzora in vpliva nad vsemi stvarmi. Hvala za posluh in nasvidenje.